Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Z nekaj zamude se oglašam iz Domžal, kjer bomo pospremili drugo tekmo v novi sezoni prve slovenske nogometne lige. Radomljani so čakali na Koprčane, ki so imeli nekaj težav na primorski avtocesti. Pred gol skušal podati Nino Kukovec, zdaj pa podaja proti bližnji vratnici, spet je prišel do odbitka Davidovič in to bo še en kot. Podaja proti oddaljenejši vratnici, do odbite žoge bo prišel Matej Marič, pa zdaj Malenšek. Malenšek v kazenski prostor, to je priložnost! Ja, oba branilca, tako na desni kot na levi strani, pri Radomljah sta navdušila na pripravah, zdaj je Kukovec, dobra poteza, tole je priložnost, vendar Štorman žoge ni najbolje zadev. Pol ure igre je za nami, 0:0 v Domžalah na tekmi Radomlje Koper, zdaj pa Nkada do strela. Tistega kolobarja kroga ob kornerski zastavici, podaja proti bližnji vratnici, ni našla cilja. Radomljani se sicer še niso otresli pritiska. Priložnost zdaj za Felipe in gol! Felipe Curcio, no to je način, na kakršnega se predstaviš navijačem. Gol ob debiju. Izteka se 75. minuta in zdaj bo zagotovo povsem drugače, kar se tiče ritma igre pri Radomljanih, ki so se znašli v zaostanku. Ne, 2 zadetkov, kot je spisano na zaslonu, 1:0 je jasno. Za Koper Felipe Curcio pa je tisti, ki je zadev. Še enega svežega igralca lahko pošlje v igro Oliver Bogatinov, kar bo tudi storil v sodniškem dodatku. 5 minut bi naj bil dolg slednji, ampak mislim, da bo še podaljšan. Zdaj podaja v kazenski prostor. Tole je priložnost, vendar slabo z glavo Gaber Dobrovoljc, ki bo zdaj ostajal. Omladič, veliko prostora ima zdaj Omladič, ko Radomljani ne razmišljajo več o obrambi. Ruedl do strela in to bo kot. Darjan Slavic, v prejšnji sezoni smo se velikokrat pogovarjali, kako združiti nekako 2 dobra polčasa. Danes se je zdelo, da ste v prvem delu konkretnejši kot nasprotnik. Kaj se je potem zgodilo med odmorom, kaj se je zgodilo v drugem polčasu, ko je te konkretnosti manjkalo? Ja, nismo dobro štartali v drugi polčas, oziroma želeli smo, ampak nasprotnik nas je umiril in to smo poudarjali, samo tega ne. In tudi z menjavami se ni nič spremenilo, tako da ja, potem pa tisti gol in je zadeva stekla v drugo smer, neželjeno. Kako težko je sicer odpreti sezono s porazom, najverjetneje vseeno treba hitro vse skupaj pozabiti in se že osredotočiti na naslednjega tekmeca, torej na gostovanje v Lendavi? Ja, absolutno. Tekme bo se tako sledile, zdaj takoj ena za drugo. Ni prijetno. Cilj je bil drugi, ampak ja, mogoče pa včasih prije poraz, prav da se dvigneš in vse bomo naredili za to. Darjan, najlepša hvala in srečno. Tudi vam. Oliver Bogatinov, ni se umiralo od lepote, lahko rečemo neka klasična predstava, ne, za uvodni krog, tako z ene kot z druge strani. Kako ste sicer vi videli vse skupaj, kako ste zadovoljni, nezadovoljni? Pred tekmo sem povedal, da kome čakamo to prvo tekmo, da vržemo nervozo, neko neznanko iz sebe in prve tekme ponavadi v prvenstvu so take po dolgi pauzi. Težko smo povezali 2 pasa, 2-3 pasa, ritem je bil temu primerno, potem dokaj nizek. Na polčasu poskušal z menjavami spremeniti. Vsemu lahko samo čestitam fantom za zmago. Mislim, da je to izredno težko preigrana zmaga. Upoštevajoč tudi to, da smo direkt iz avtobusa 3 ure in pol sedeli in prišli na igrišče, se je poznalo tudi to v prvih 30-35 minutah. Vsi so pričakovali zmago
Koprčanov in potem dobiš tako tekmo, kot smo jo dobili. Ja, pričakovanja so se uresničila, pot je bila težka, veliko nerazpoloženosti je bilo videti v igri, ampak jutri bomo to že pozabili. Ste pa nekako z menjavami vi bolj dvignili ritem, ne? Kot nasprotnik, to vas najverjetneje veseli, da so fantje, ki so dobili priložnost, nekaj pokazali. Ja, tudi pred tekmo sem povedal, da prvih 11 ni zabetoniranih ali pa določenih že od prvega kola do zadnjega in da tokom tekme same se stvari spreminjajo, včasih je eden v formi, drugič si malo manj in zato je tu ekipa 20 igralcev, ko lahko hitro uskoči soigralec na neko pozicijo in mogoče pomaga soigralcu in dvigne nivo igre. Zdaj vas čaka derbi z Olimpijo, nasprotni trener vas je spremljal tudi s tribune. Ste karkoli lahko skrili, kako ga boste presenetili? Daleč še, če se pa ozrem, kaj je lahko danes videl, verjetno toliko, kot smo mi na njihovi zadnji spremljavi. Oliver, najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam. Emil Velič, sezono je seveda vedno težko odpreti s porazom, ampak vseeno nekaj pozitivnih pa je bilo danes stvari. V prvem polčasu ste bili konkretni v napadu, bili ste tudi čvrsti v obrambi, večji del tekme, ena tista neka mini napaka, odbita žoga je odločila. Kako ste vi z vratarskega položaja videli tale čvrst taktičen dvoboj? Ja, tako kot ste rekli, prva tekma je vedno težka in bili smo večino tekme zelo dobri, tudi smo imeli par priložnosti, ki jih nažalost nismo izkoristili, potem pa na koncu tekme ena manjša napaka, padec koncentracije in nažalost to je danes odločilo tekmo. Kaj je botrovalo temu, da je pa morda vseeno padel Radomljam ritem v igri v napadu v drugem polčasu? Če ga primerjamo s prvim polčasom, je to nekako vpliv nasprotnika, ki je onemogočil vas, ali kako bi vi to ocenili? Vem, da kot vratar težko ocenite, kaj se je dogajalo s soigralci v polju, ampak vseeno. Ja, seveda, prvi polčas smo res več napadali, več si ustvarjali, ampak seveda tudi nasprotnik se kaj vpraša, tako da so oni tudi drugi polčas malo stopali više, tudi organizirali malo več napadov, niso se toliko branili in mogoče je to padec, ampak ne bi rekel niti, da smo res padali, ampak žal na koncu pa res ena majhna napaka, ki odloča tekme in res to moramo popraviti, da bi na naslednjo tekmo mi vzeli 3 pike, kot nam je danes Koper. Emil, najlepša hvala in srečno. Hvala. Filipe, čestitke za zadetek na prvi tekmi. Kako ste sicer videli sam obračun? Je bilo zahtevno? Kako ste zadovoljni z debijem? Congratulazioni per il rete e come hai visto la partita? Thank you, grazie per il benvenuto. Sono contento per il gol, principalmente per tre punti, la prima partita, importante. L'ho vista dura la prima partita è sempre un po' faticosa così, però è importante che abbiamo vinto. Hvala za čestitke in v bistvu je videl tekmo zelo težko. Prva tekma je težka, novi igralci, ampak na koncu je važno, da smo dosegli 3 točke. Filipe, thank you. Grazie.